Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Kot ste lahko videli, je sponzor oddaje Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina Lopari.si Trbovlje in kozmetični salon Petra iz Lake. Z nami v studiu pa je čisto prava ultramaratonka Nataša Robnik. Pozdravljeni. Dobrodošla v našem studiu. Nazadnje so te naši gledalci slišali kmalu, mogoče kar 2-3 minute po teku, v zagorskem teku, kot zmagovalko. Kakšen spomin imaš ta zagorski tek? Zdaj za ultramaratonce 10 km je mačji kašelj? Ne, ni, zato ker je treba teči v čisto drugem tempu, ko pa drugače, bom rekla, moj naravni tempo je nekaj čisto drugega. No. Je pa res, da rada tečem hitro in predvsem je pa res, da teh 10 km sem kar trpela, bom rekla. Ker je le malce več kot 4 minute na kilometr. Ja. To verjetno na teh ultramaratonih, mislim, neverjetno, zagotovo ne delaš, ne? Nikoli. Ne, se ne da, ne? Ne, se lahko, ja, na začetku, ampak prav dolgo ne tečeš, no. No, tam si nam povedala tudi, da si zmagala, da si se nedavno nazaj vrnila iz teka po Dunaju, če se ne motim, 24 ur. V Avstriji Irdning, 24-urni tek. 24 ur in mislim, da sem en moški bil hitrejši od tebe. Ja, naš Mirko Miklič. Ja, 6 kilometrov je več. Takrat prehito tako, za 6 kilometrov. Ti si pa žensko, ne, za sabo pustila, ne? Mislim, da dobrih 60, no. Kilometrov. Ja. Mislim, to je kar zdaj znanstvena fantastika skoraj. Ja, je kar velika kilometrina, no. Drugač pa, to je bil... To je 24 ur neprekinjenega teka v krogu. Krog je približno 1100-1200 metrov dolg. Tečeš v krogu, jaz pravim temu, da hrčkaš, no, ko hrček. Aha, nič pa se tu ne menja, ne, strani. Ne, skozi gre. Ampak je tak lep krog, bom rekla, mečken razgiban. Ni zdaj tist prav res krog, tako da kar gre, no, hiter mine. Je pa ogromno ljudi, ogromno se dogaja, štafete tečejo in kar gre, no. Je zanimivo, ni dolgočasno. Ni, tudi koncerti se dogajajo vmes med tekom, tako da se skozi je nekaj, no. Je kaj počitka vmes, ne vem, 5 minut, 10 minut za kakšno hrano? Ne, jaz se nikoli za tak dolg ne ustavim, ker mi potem težje telo zopet spravim nekako v tek, no. Kako pa ješ potem vmes? Med tekom. Oziroma med tekom, en krog pač hodim, sendvič v roko ali pa karkoli pač pojem. Aha, hodiš takrat? Takrat hodim, tako. Pa je, ko hodiš, je težko potem zalaufati? Ja, potem po 150-200 kilometrih že kar zelo, no. Ampak sej to je prvih 10 metrov, pa zopet gre. Si rečeš kaj mi je treba tega? Tudi kdaj, ja. Še vedno. No, zdaj greva pa malce nazaj. Kako se je začela tvoja športna pot sploh? V atletiki, ne? Ja. Si celjanarka? Sem celjanka, ja, tako. Celjanka? Celanka rečemo mi, no. Ja, atletiko sem trenirala v osnovni šoli, tudi na začetku srednje šole, pa sem nekako vse skupaj pustila, je bila zabava, pa to prijateljice, vse druga bilo bolj zanimivo. Pa kar nekaj časa nisem, no. Pa sem pa zopet po drugem porodu začela tako, ker sem kar zares zagrabila, no. Partner, mož je tekač? Tako, on je začel pred mano tečiti. Že takrat ste se spoznali, je bil on športnik? Ne. Takrat še ne, potem je začel teči pa. Sklepam, da nikoli ni prepozno potem začeti. Jaz mislim, da ne. Jaz poznam kar nekaj, bom rekla, tudi ultramaratoncev, ko so začeli po 40, ne. Ti si prej, ne? Ja, jaz sem pri 29-30 pol. Ampak mamica, ne? Ja. Pa potem drugi otrok. Imate mamice potem čas ob službi? Ti delaš na zavarovalnici Triglav v Trbovljah, ne? Tako, res je. Tudi naši pokrovitelji so ene izmed oddaj. Najdeš čas? Ja, jaz pravim, da vedno se najde čas. Če se najde čas za sedenje na sedežni pred televizorjem, se najde čas tudi za teč. Ti ste bolj udobna, ne? Kakor za koga, no. Odvisen, kaj so ti prioritete, no. Jaz bom rekla tako, seveda mora biti podpora partnerja, to je prvo, kar je, da sploh pri malih otrocih lahko tečeš. Oba naenkrat težko, ne? Ne morata, dokler so otroci mali, ne morata, no.
Drugače pa sej v bistvu, če pelješ otroke ven na neka igrala, se igrati zdaj na klopci zraven, je čisto eno, ali sedi en starš ali pa oba starša. Ne? Mi dva nekako sva prakticirala, da sva se takrat zamenjala, ali pa ne vem, jaz zelo veliko sem tekla, še vedno tečem tudi pred službo. No. Takrat, 4 zjutraj? Tako, takrat me nobene rabi, otroci spijo. Takrat nabiraš kilometre, sem prebral, ne? Bazo, takrat delam bazo, tako. Ponavadi je to po zimi, ko se dela res samo baza, ko tempo ni pomemben, ko se nabirajo kilometri, baza za sezono. No. Jaz verjetno malce preveč na hecu vzamem te daljše proge, daljše relacije, ne? 500-600 km na leto je potem kar malce premalo za 50 pa 70 km. Ja, jaz mislim, da ja, no. Sej verjetno se jih da preteči, ampak je sigurno veliko težje, kot pa če si natrenirano. Bob zdaj malo več treniral. Koliko pa ti letno pretečeš? Si vedno meriš, si zapisuješ? Imamo treninge že, imamo 2-8, mislim, da vse treninge zapisane. Zdaj, tako bom rekla, nekje do 5000. Tu nekje med 4 pa 5, odvisen kakšni so cilji v sezoni, tu nekje se sučejo. To je poprečno 6krat na teden? Ja, 5 do 6krat na teden, no. Odvisno. Zdaj, če vidim, da sem fejst utrujena, rajši vzamem kak dan več počitka, delam tako, imam ponavadi plan treninga, ki se ga držim in takrat, ko imam regeneracijski tek oziroma iztek, takrat, če sem res utrujena, rajši ne grem, ko pa. Tudi, recimo, ko je -15, greš? Ja, bom rekla, zdaj že bolj poredko, no. Tako, do -10 je tisto, res je čisto vse en, če je -10, sej, ko se oblečeš, ko začneš enkrat migati, te ne zebe, ne. Malce si zaščitiš, verjetno? Tako, z bufom pa gre. Moraš biti oblečen, pa je to. Kaj pa 40 stopinj plus? Ja, moram reči, da mi ni tako pomemben, koliko je zgornja temperatura, grem. Je pa res, da je treba imeti sabo pijačo, da je treba tempo teka prilagoditi temperaturi. Pri teh temperaturah se moraš poznati že mečkan, da veš, kaj si lahko privoščiš. Zdaj na teh tekmovanjih je to poskrbljeno, ko greš pa sama v taki temperaturi, kako to poskrbiš? Verjetno ti ne vozijo na določene relacije, ampak sama nosiš sabo. Te kje ovira to? Ne, jaz v bistvu zdaj sem se navadila, imam ročni bidon, imam tak pasek za na roko, pol litra bidona, pa ga držim v rokah. V obeh rokah? Samo eni. Sej se da dotočiti, so točke, kjer lahko dotočiš vodo, ali pa ne vem, zdaj, ko je res toplo, ga vzamem, tudi če grem 15 km teč, ne, obvezno. Menjaš roko? Ja, menjam. Drugače pa, če grem pa dolgi tek, dam pa kamelcev na hrbnik, pa je to, no. Jaz sem nekaj okrog pasu, ampak vem, da me malce nervira, no. No, imam pas, ko je odličen, ko me ne. Recimo na špartatlonu, ko sem ga pretekla, sem imela skozi pas, ne, ker tam nimaš suporta skozi zraven, si odvisno do krepčevalnic, moraš imeti glede. Pa še voda je nevarna, ne? Res je. To je tvoj mož izkusil. Tako je, se je v bistvu zastrupil z vodo, tako da. On je šel, ne, preden si šla, ti je šel on? Leta 2010 je on šel, ja, in je v bistvu je dobil prebavne težave. Tako in to se potem ne da, pri 160 132 je padel v bistvu dol, šel je čist do konca, do kolapsa, no. In ti si s tem vedenjem šla potem leta 2015? 2015 sem ga pretekla uspešno. Ampak to ni kar tako, da se prijaviš, plačaš startnino, ampak te mora izbrati, ne? Tako, ne izbrati. Lahko imaš, recimo, moraš imeti kvalifikacijsko normo narejeno. Zdaj obstaja norma, ki je 20% boljša od njihove razpisane, si avtomatsko na tekmovanju. Drugi grejo pa v žrebanje. Imajo določene kvote na državo, recimo na državo pride 25 tekačev. Čeprav Slovenija ne bo nikoli imela na štartu sigurne 25 tekačev, razen če jih bo 25 imela avtomatsko. No in glede na to, da si ti odličen rezultat dosegla, najboljši slovenskih čas deklet vseh časov, ne? Ja, še vedno ima Slovenija 8. rezultat v bistvu na svetu s tem rezultatom. S tem rezultatom. To je 24 ur, ne, 29. Špartatlon 29 ur, 27 minut. 27 minut. Pretečenih pa 246 km. To je
iz zgodovine daleč nazaj, ne? Tako. Ampak zelo peklensko, ne? Se ti celo hrib postavi po koncu. Ne? Ja, na 160 km po noč v bistvu greš iz nule nadmorske višine, greš na 1200, ne? Najprej so take serpentine, približno kot Vršič, ampak je, ne vem, mislim, da je ne 8 km, zdaj na pamet govorim. Potem pa je še 2 km vzpona, ko greš v brezpotje, gor v bistvu v skale, no? Da prečiš prelaz, pa potem dol. Verjetno bolj s hojo takrat. To se sigurno s hojo, ja. Tudi noge so utrujene, po 160 km že noge vsakdo čuti, pa treba še v bistvu še potem 80 km do cilja, ne? Si imela ti nisi imela potem teh prebavnih težav? Nobenih. Si se zelo pazila? Ja, nisem jedla zelenjave, zato ker jo perejo itak za svojo vodo, pa nisem pila njihove vode s pipe, samo ustekleničeno. To sem pazila. 25 litrov, če se ne motim. Nekaj tazga, to mož je delo, evidenco, točno, ja, točno koliko sem spila, toliko, koliko je on lahko na v bistvu zmero, ker v bistvu se tisto, kar je na ukrepčevalnicah, ker ni mogel biti zraven tudi ne ve, ne. Ker posod pa tudi on ni smel biti, ne? Ne. Na točno določenih mestih. Je bilo treba zdržati do tja. Špartatlon je specifičen oziroma težek tudi zaradi tega, ker v bistvu je prva pomoč spremljevalne ekipe je dovoljena na 42 km, ne? V bistvu oni imajo ukrepčevalnice precej pogosto, ne? Dovolj pogosto, da, ampak glede na to, da tam je tudi po 40 stopinj čez dan, ne? Tečeš ob morju, tam v Korintu je izredno vroče popoldne, moraš imeti sabo nekaj, v bistvu, da ko rabiš, da splahneš usta. Kaj pa lahko? Zdaj vode ne smeš, sadja, mislim, ne smeš, ti ga nisi. Kaj lahko? Coca-Cola verjetno tudi je hladna? Ja, imajo hladno, imajo led, to imajo, organizacija je tipi-topi. In Coca-Cola, vemo, ne, je strupena, ampak za vsi tisti, ki tečemo, ja, jaz pravim junk food. Ti pa da v žile takoj, ne? Tako, junk food je med tekom najboljši. Chips? Chips, odličen sol. Sol, hidrati, to gre zelo hiter, to je prva liga. Chips, Coca-Cola, tudi kak burek, recimo, ne? Sirov burek je tudi odličen. Meni pica tudi paše, recimo, ne? No, to pice še nisem poskusila, ker ne vem, kak bi... Telo? Ja, ne vem, testo še že mogoče, nekak bi to klobaso, kečap, to ne vem, če bi spravila pa gorlo dolno. Ne vem, mogla bi poskusiti, nisem še poskusila, mogoče. Pa pršut. Pršut je odličen. Ja, no, vse na pici. Ker sendvič s pršutom, recimo, je pa super, ne? No, Dušan Role, vem, da je na pivo tudi deloval. Pivo, ja. Pa mislim, da še, no, ampak vem, da na teh tekih, on je tudi legenda, ne? Ultramaratonska. Tak, mislim, da se še ni rodil v Sloveniji, njegov naslednik, no. Ja, Dušan Mravle je, on je sploh prakticiral takšne, bom rekla, nek svoj stil je imel, tako, tudi ne. Tudi teniske svojstvene, ne. Tako. Odprte. Tako. Ti nimaš odprtih, ne? Ne, ampak dobro, on je tekel po 1000 kilometrov v mesecu, dveh, to jaz ne bom nikoli, no. Ni to tvoj, ne? Ti takrat enkrat trpiš, tistih 24 ur, 30 ur in to je to. Lažje mi je eno tekmo bom rekla, od točke do točke, pa je to, no. Sem že poskusila etapni tek, vsaj takrat se mi ni najbolj, me ni prevzel, no. Se mi je zdelo težje vsako jutro znova začeti, je pa res, da sem bila še takrat kar zelena. Če zdajle razmišljam nazaj s premal treningom, mogoče malo preveč lahko vzela vse skupaj. No, lanskoletni Špartatlon pa ni šel potem skozi, zakaj ne? Ne. Pa si rekla, bolj pripravljena. Tako je. Lani sem bila sigurno pripravljena veliko bolj kot leta 2015, ampak se sem napisala zapisek, mislim, da sem si dala, koliko si nisem sama naložila enega fajnega nahrbtnika na hrbet, so mi ga še pa drugi, no. Tisto prvo leto je bil res v Špartatlon odlično otečen, brez napake. Drugi niso nič pričakovali od tebe, ne? Tako je. Šla sem z nekim ciljem, da pridem v cilj. In to je bilo to, nekako sem imela v glavi, če bom v 32 urih pretekla, bo to wow. Sem naredila odličen čas. Takrat sem celo se borila za Silvijo Ljubič, ko je ena najboljših ultramaratonk za 3. mesto. Ti si bila 4., ne? Jaz sem bila 4. takrat. Kar je izjemno, ne? Seveda. No in jaz nekako se ne obremenjujem z uvrstitvijo. Jaz si vedno postavim pred vsako tekmo nek časovni limit.
Ne? To je vedno moj cilj, čas, ki si ga zadam. In tudi tokrat sem si ga na tem špartatlonu, bil je seveda boljši od teh 29-27, ampak še vedno dosegljiv. Je pa res, da z komorkoli sem se pogovarjala, vsi so od mene pričakovali ne vem kaj, vsakdo in pol že jaz porkaš, mogoče pa res lahko, ne vem, ne. In želja raste, čeprav sem nekako, vidim, skozi to v sebi, sem nekako poskušala stran potisniti te misli, ne? Ampak očitno ni šlo. Moram reči, že po 10. kilometru sem videla, da so noge, da niso ta prave. Videla sem, da je tudi, bom rekla, ženske, ta menstruacija je prišla en dan prej, tudi pred štartom, tudi prehiter, vse je živ, očitno glava ni bila na pravem mestu, tako živci naredijo svoje in je bilo v bistvu res vse narobe. In odstopila si, kdaj? Točno na polovici. Na polovici, sicer sem imela še vedno odličen čas, 12 ur, ampak v stanju, ki sem komi hodila. No. Koliko časa si pa odstopala? Verjetno ne, 30 kilometrov. Na 90. vem, da sem že jokala, ko nisem vedela, kaj bi naredila. Šla sem na masažo, ko še nikoli nisem šla. Vem, da masaža ni bog ve, ko vsaj pri meni na takih tekih mi ne odgovarja, da mi nekdo po mišicah me masira takrat. Meni pa tako paše božanje. Ja, meni pa ne. In sem tudi to poskusila in tudi tam je maserka rekla, da so noge v redu, ne. Mene so bolele nenormalno noge. Jaz sploh, ampak to, ko sem naredila analizo sama pri sebi, točno vem, kaj je bilo narobe, zakaj je prišlo do tega, ampak zdaj se malo čudno sliši, ampak sem hvaležna za to izkušnjo. Vem, da če bom še kdaj, ko bom šla na štart, mogoče bo kdo, tisti najbližji bodo vedeli, da sem jaz na štartu, pa nihče drug. Boš šla še? Imaš v planu? Za enkrat bom rekla tako, bom poskrbela, da bom imela to kvalifikacijsko normo skozi narejeno, ko bom začutila, da sem zrela. Nisi ti že s tem, ko si bila 4., že kar avtomatsko na tej dirki, če se sam prijaviš? Ja, ampak samo 2 leti. Aha. Samo 2 leti. Torej, letos bi še šlo? Letos bi še šlo, za naslednje leto pa ne več. Saj s to normo, ne. 2 leti traja norma, ne. Normo pa lahko dosežeš na kakšnih tekih? 100 kilometrov more ženska teči hitreje kot 10 ur pa pol, 12 ur mislim, da je 120 kilometrov, potem je 24 ur 180 kilometrov. Mora biti pa to na kakšnem uradnem tekmovanju, ne? Seveda, je treba dokazila zraven, Mora biti uradno s tem, da je... Pa nimaš normo to, kar si zdaj tekla po Avstriji? Ja, zdaj imam. Je že? Je že, to imaš spet za 2 leti, ne? Za 2 leti, mislim, ja, če se odločim, je to. To imam, ja. Torej, da se lahko posvetiš recimo samo špartatlonu, ker zdaj zelo daljše razdalje delati pred tako napornim, dolgim tekom spet ni najbolj, ne? Tja do 50 km, 60? Jaz, moj najdaljši v bistvu trening je bil, mislim, da 58 kilometrov. No. Pred špartatlonom. Pred špartatlonom je pa res, zelo sem se spomnila, sem tekla 12 ur, šla sem samo na eno tekmo v prvi polovici leta, to je bilo junija, konc junija, 12-urni tek v Trbojah. V Sloveniji sem ga šla za trening že zaradi občutka. No. Drugače pa treninge jaz nikoli ne delam, ne vem, nekih ekstremnih dolžin. Izjavo delam kvalitetne, ne toliko kvantitetne. Tako. To pomeni tako šprinte kot... Tako. Jaz delam intervale od 500 metrskih do 3 To mes med daljšim tekom? Ali ne, samo... Imam prav plan treninga, imam, ne vem, 6-tedenski plan pred neko tekmo, ki je sestavljen iz intervalov v hrib, iz šprintov, iz dolgih intervalov, tempo tekov, fartleka, v bistvu vse, kar more en dober trening imeti. No. In si bolj utrujena pri takšnih tekih? Sigurno. Sigurno, če je to nek trening, ko traja uro pa pol, ko res delaš ti na polno, jaz lahko 30 km vsak dan pretečem, ne vem, v enem tempu. Za počitek, ne? Tako, no, jaz pravim... Greš po službi malce počit, ne? Ja, ali grem džogirati, ali grem pa trenirati, ne? To je pri mene ena velika razlika, no. Ja. Pa greš še vedno vsakič rada? Zdaj se moraš premagati? Ja, moram priznati, da ja.
Ker ko ti se pripravljaš na eno tekmo, to je 6 do 8 tednov, odvisno plan treninga, proti koncu, ko jaz si že kar precej utrujeno. In se že res, kar včasih moram zbrcati, da grem. Ampak vem, zakaj grem, pa rada, vse pol. Jaz moram reči, jaz kar rada delam take težke, intenzivne treninge. No. Zdaj ne vem, če to... Spanje imaš dovolj, zdaj 4 zjutraj veliko krat vstaneš, pa potem služba, pa družina, pa teki. Ja, vse more biti, za vse more biti časno. Ja, imam nekako dovolj. No. Jaz 6 ur spanja je v redu. No. Toliko si ga privoščiš? Toliko, včasih tudi dlje. Je pa res, da ob 4 zjutraj zdaj sta otroka že večja, ne ostanem vsako jutro. Ne. Tako da ne vem, če je to 2-krat na teden, 3-krat na teden, ni tak problem. Ne. Vidim pa, da po zimi, ko pa se to, bom rekla, ko je pa bolj pogosto, pa ne vem, lahko, ko grem že 4-krat zapored, pa pol že čutim manj ko spanca. No. Pride bolezen, pride kakšna vročina. Zdaj, ali sploh ne pride pri tebi? Si tako natrenirana? Že dolgo nisem bila bolana, no, to moram potrkati. Ja. No, bolana že kar dolgo nisem bila. Drugače pa sej, če zboliš, sej... Pauza takrat. Pač pauza. Jaz bom rekla, nisem... Nekateri imajo neke, ne vem, izzive, tečejo, ne vem, skozi, vsak dan grejo teč, meni to ni problem. Šipaš lažje tudi čez čebokleve roke, ne? Tudi. Boli, ne? Zelo. Zelo. Tako da, ja, včasih pride tudi, bom rekla, da je treba kaj, no. Je pa res, da ko jaz začutim, da imam da se mi nekaj dogaja, jaz hitro si vzamem dan, 2, 3 tedni časa, rajš počitka, pa vem, da to preprečim. Še nisem imela resnejše poškodbe. Čas celi rane. Točno tako, ne. Jaz pravim, regeneracija mora biti, no, počitek mora biti, treba se je poslušati, pa pol. Na lastnih napakah se učimo, ne? Točno. Po kakšnem maratonu, naslednji dan ali pa 2 dni kasneje, nogomet, šprint, ne gre, ne? To jaz mislim, da ne, no. Jaz po vsaki tekmi imam en teden, sploh ni teorija, da grem teč. Po teh, ne? Tako. Po tekmah, ne? Po tekmah. Ker na tekmah da človek 10-20% več, ne? Seveda. Tudi psihologija množic te potegne, ne? Tako so noge, tako hitrejše gre, ne? Ampak jaz se pravi, nekateri delajo po neke razteke, jaz nikoli, no. Rajš si vzamem teden dni, ali pa ko se mi res zalušta iti teč, šele takrat grem teč. In začneš, rečeš, da grem teč, ne? Kar tečeš, se kje zagrevaš, jaz se tudi ne. Jaz se zagrejem s počasnim tekom. Ja, zakaj bi še... Kaj pa potem, ko prideš, kje raztegneš? Obvezno raztezne vaje, to pa po vsakem treningu. No, spet ena napako, ki jo delam. Ja, se to jih ogromno tekačev tega ne dela, ampak to mora biti. Je kar treba, ne? Je treba. Ko se pogovarjam bom rekla, tudi poznam te, ko so... boljši ultramaratonci tudi izven Slovenije, obvezno vse. Ja, jih je že težko najti boljše, ne? No, vse kar najde. Ženske? Jih je že kar dol. So. No, ti si prej dejala, da je kakšen noht gre dol, to je pač to, ne? Ampak to gre. Da s krči pa nimaš ponavadi problemov, ne? Ne, še nikoli nisem imela krča med tekom. Tudi kdaj zvečer v postelji te ne zagrabi? Ne, nikoli. Zdaj, jaz ne vem, ali je to verjetno nekaj v genski zasnovi. Enkrat smo snemali smo bili gostje na nacionalni televiziji, pa je bil nek kirurg, nek zdravnik in smo se o tem pogovarjali in me je vprašal, kaj pa krči. Sem rekla, da še v življenju nisem imela krča in je rekel, da je to sigurno tudi v genski zasnovi, zato ker je normalno, da pridejo krči, no. Je treba premagati. Mož jih ima na tekih? Mož jih ima, ja, nažalost. Jih premaga? Ja, jih. Z masažo? Raztegne, ali pa je treba prijeti krč, pa fajn prsten odzariniti takrat, ponavadi, če ga spremljam, ne, ko teče, moram ponavadi kar močna biti takrat, da ga poskušamo nekako, pa pol zobe stisniti, pa čakati, da popusti, ne vem. Zdaj že po lastnih izkušnjah vem, da po kakih 20-30 kilometrih popustijo. Spustijo, ne. Ja, jaz se pravim, jaz imam to srečo, še nikoli nisem krča imela, no. No in potem mi rečejo, veliko je pametnih teh ultramaratoncev, no, ali pa ljubiteljev, ne, ki rečejo, ja, Igor, boš moral več magnezija spiti 2-3 tedne pred tekom. Jaz spijem recimo donat, pa včasih še kakšno tabletko magnezijevo. Ampak
si mi prej dejala, ne? Magnezija ne moreš delati kot kopičiti, ne dela se zaloga, tako kot železa, recimo moraš imeti neko pri železu imamo zalogo, ne? Magnezija pa ne moreš kopičiti, ne? Pa treba kar med tekom, ne? Tako, treba je... Mogoče malce več? Ja, zdaj obstajajo neke magnezijeve tabletke, jaz se pravim, niti tega ne jem. No, to je moja edina kemija, no? Ker nisem nikoli rabila, no. Drugač pa, ne vem, moj mož je himalajsko sol. To tudi, recimo tudi na teh ultratekih vseh imaš sol, ker lahko, ne vem, pomočiš prst, poližeš, da nadomešča sol, minerali morajo biti, ne. Jaz edino, kar je... Ti si rekla tudi čips, ne? Čips je tudi sol noter, ne, tako, to je posod sol, ne. Coca-Cola je sladkor, je energija. Pa kakšni te izotonični napitki? Ja, jaz bom rekla, te zero tabletke imam za napitek vedno zraven, to so elektroliti pa minerali. 2 tedna pred špartatlonom, ne vem, nekateri pravijo, da je dobro se malce s prašičkom, ne, nafilati, s kaj mastno hrano, s kakšno klobaso, s kakšnim pršutom. Jaz bom rekla, jaz načeloma jem vse, no. Nisi vegetarijanka, ne? Ne. Nisem, nikoli ne bi mogla biti. Jaz jem vse. Nič takrat kaj posebno? Nič posebnega, edino, kar je, začnem potem par dni pred tekom, pa res ogljikove hidrate. Testenine? Testenine ali riž, to pa moraš potem. Beljakovine je tudi treba par dni prej nafilati. Jaz 5 dni pred tekmo spraznem zaloge, za njim tem potekom, potem pa telo nafilam. Tudi takrat več ješ kot običajno? Več in tudi glede na to, da si zelo vitka, ne? Ja, jaz kar veliko pojem, glede na mojo postavo. Ampak se gre ven, ne? Ja, gre ven, ne, moram. To čutim, da jem premalo, ker ni ta prave moči na treningu, recimo, ne. In beljakovine, katere? Kaj je to? Kar meso? Jajca, tako je skuta, te stvari. Bom rekla bolj naravno. Sir tudi lahko masni, jaz se vse en bistvo, no. Kaj pa sladkarija, jaz imam rad čokolade, tudi te oreščke, no? Ja, jaz tudi imam rada sladkarije in tudi brez slabe vesti pojem. Se pravim, jem vse, mogoče bi lahko bolj pazila pri hrani, ampak zaenkrat funkcioniram tako, kakor je. Funkcioniraš in tudi si uspešna, saj si tudi Banatlon preletela, ki ni kar tako. Vemo, kako je imel Ici kar težave, ne, vročina. Takrat si tekla, tudi ti, ne? Jaz sem tekla leta 2013. 2013, on je pa 2016, on je, mislim, da 2016 je to bilo lani. Lani, mislim, da je bilo zelo vroče. Ja. Je težko to teči? Ja, seveda je težko. Mimo grede, koliko kilometrov je okrog? To, takrat, ko zdaj je 218, takrat je bilo še 212. Zdaj so ravno leto sem spremljala eno prijateljico, ko je pretekla, je zdaj mečken par uvinkov več, no. Drugače pa je bilo 212, 24 ur dobrih sem narabila, je tudi kar dobro šlo, sicer sem imela težave z vneto pokostnico. Drugače pa, ja, vsak tak tek je zahteven. Tudi potem, teden kasneje, ko prideš domov, je regeneracija težka? Vse ta muski fiber ima vsakdo po takem teku, smo vsi taki roboti potem naslednji. Sploh po stopnicah navzdol. Tako, ne. Tako da jaz počivam. Počivam, naredim kak stretching. Lahko počivaš ob 2 otrokih doma? Ja. Se da. Zdaj se že da. Ja, se že vejo. Zdaj točno ni. Vejo, kako pa kaj. Pa sej ni tak problem. Bom rekla, nisem taka zjokana mamica, ker sej sem aktivna. Vem, da če bom hodila, grem rada na kak sprehod, ker to je pa vredo, ne. Kaj pa voda, bazen, toplice? Toplic ravno ne maram, no, če sem čisto iskrena. Jaz pa bolj je topla voda rajši. Jaz pa nimam glih rada teh bazenov, ne. Ja, bom rekla, kako savno si rada privoščim, kako masažo, kaj tazga že, no. Drugač pa telo se more spočiti, po taki aktivnosti je treba dati telesu samo čas, počitek, pa se vse rane zacelijo. Si na teh tekih velikokrat rečeš, zakaj mi je tega treba? V bistvu, na začetku, ko sem začela tečiti ultramaratone, sem si to večkrat rekla. Pa se mi zdi, da sem nekako dozorela, pa nisem ravno na tem 24-urnem teku, pa moram priznati, da sem pa rekla.
Zato, ker mi je monotono, se sicer ogromno dogaja na tem teku, ampak postane monotono, tudi ni bilo nobene konkurence in je še to toliko, je kar težko se motivirati, no? Ker sem vedela, da če bi po 18 urih nehala teči, bi še vseeno zmagala, ne? Ampak sem imela vse neke druge cilje, ki sem jih hotela doseči, ne? Pa mož zraven, ko me je spremljal, me je on, bom rekla, skoraj zbrcal v ritenih dvakrat, oba z Mirkotom, tudi zmagovalcem moškim, smo kar približno istih mislih bila. No, na začetku smo tekla vsak zase, pa moram reči, smo ogromno kilometrov naredila skupine. Ampak se nama je obema zdelo že kar precej dolgočasno, če sem čist iskrena. No. Tako da, ampak sej gre, no. Tu sem si pa rekla, zakaj že? Pa pol to traja pol ure, pa ti je zopet fajn, pa zopet tečeš, pa kriza pride, pa mine, no. No, jaz to podobno vprašanje mogoče postavljam, dobro, se odloči za 50, se odloči za malce več, pa mislim, da drugo leto 100. Pa te kdo vpraša, zakaj že? Ja. Pa si ti da razmišljati, zakaj pa sploh, dobro, se nočem primerjati s tabo, zakaj sploh tečeš, komu se dokazujemo sebi? Sama sebi, vedno. Da zmoreš nekaj. Da zmorem, to so jaz nisem obremenjena bom rekla, zdaj z okolico, zdaj ne vem, da se boš dokazala nekomu, se v bistvu bom rekla, se je to težko kdo razume. Tisto, ko je nekdo pretekel 200 kilometrov, ve o čem govoriti. To se ne moreš dokazovati tako drugim. Tako kot Karničarja, pa so težko razumeli humarja, ne? Tako, ne? Zakaj leze? Vsakdo ve pol sam zakaj, ne? Ne moreš, to so take dolžine, da ne moreš se ti zdaj pa grem za to, da bo mislil, jaz sem pa neka frajerka. Ne, to ne gre, ne. Tu zadaj je ogromno dela, ogromno odrekanja in ne vem, zakaj bi se nekomu drugemu. To delam za sebe, preizkušam svoje lastne mnenje. Čeprav mora pa biti ljubezen do teka, ne? Seveda. Moraš to res ne rada smeš to z muko delati. Ne, jaz rada tečem, no. Jaz rada tečem. Res priznam, da sem že, ko se pripravljam na tekmo, že kar zasičena, potem s temi treningi že imam mečko, že ko mi čakam, da pride tekma, da lahko vržem uro v kot in tečem brez ure. Je to zasvojenost že s tekom? Je, ne? Jaz bi rekla, da ja. Bi težko brez tega, ne? Ja, nekaj dni že, pa mi pa že doma otroci reče, da imam 5 laufat, no, ker že postanem tečna. Ja. Je, sigurno je, rabiš to in postane način življenja. Ne? Dobro, če greš na tekmo, seveda tečeš tudi za čim boljši rezultat. Jaz nikoli ne grem na tekmo, ne? Ker me včasih sprašujejo, zakaj ne grem na tekmo. Ja. Pravim, zato, ker ne morem zmagati. Ne? In popravijo, da sem psihično zelo na tleh, ampak ni res. Ampak res, včasih je človek, se spomnim Ljubljanskega maratona, tja sem šel, ne? In si misliš, katera pred tabo leti, pa je ne moreš prehteti, ne? Ja. Moški ponos, ne? Joj. Rej ne bom več šel, ne? Zelo boli. Mene to boli. Ja, večina moških. Ampak se bolj šalim. Ko so pa ti humanitarni teki, ne? Ja. To pa zbiramo denar za koga, ne? Ja, to je druga, ne? To je potem, je zopet druga motivacija, ne? To je druga motivacija. Tudi ni treba uspeti do konca, ne? Ne, se v končni fazi, čeprav bom pa rekla takole, ne, res je, ni treba. Čeprav poznam primer, ko je bilo tudi zadeva, je bila tako narejena, precej javno izpostavljena, pa ko ni uspelo točno to, kar je ta oseba rekla pred tekom, ja, se ti ni uspelo, si pa rekla, da boš toliko, pa si sam toliko, ne. Ja, ne. Čeprav te humanitarne spravim, to je zakaj? Pa moraš zdaj, to ni tekma. To teče zase, to teče v bistvu zase, za druge, za nek dober namen, za neki drugega, to je druga, no. Tako, ja. To moraš vzeti drugače. Verjetno je pa čisto drugače, špartatlon prvič nekaj sredstev moraš krtati, da do tja sploh prideš, štartnina je draga. Tako. Nekaj si tudi verjetno od pokroviteljev odvisen, ne? Ja. Imaš eno dolžnost do njih. Čeprav, ne? Verjetno, ki si odstopila, ni nobeden rekel slabo besedo. Ne. Razume. Vedo, da je to ekstremizem, ne? Ekstremni šport. To je pa res, so teki, ki ni garancije, da boš v cilju, ne? In tukaj se že čuti na štartu, ne?
ne vem, če si ti na enem teku na 10 km, na 21, je to, točno čutiš to naelektrenost, to tekmovalnost med tekači, ne? Tisti, ja, ne, gledaš konkurenco, zdaj koga bom, koga ne bom, tukaj pa to ni tak, ne. To je pa nekaj, to je pa čist druga dimenzija, Tudi ne. sebičnosti ni tu, ne? Ni, ne, tukaj, ne vem, jaz ne bi, če bi nekdo padel dol, pomagaš. Če vidiš, da nekdo žen, da nima, če imaš pine, si pomagaš, to je v bistvu, vsi imamo neko straho spoštovanje do neke proge, ki ga moraš imeti. Ne vem, nek špartatlon, tudi balaton, konc koncev je težek, to je daleč, moraš priti v cilj, vsi vemo, kaj vse se lahko zgodi, ne. To je tako daleč, da ni garancije za, pa lahko je najboljši na svetu, pa ni garancije, da bo v cilju, ne. Ampak je pa verjetno ta občutek, dobro ti rečejo, kaj ti tega treba, marsikdo, ampak ta občutek, da nekaj uspeš, da svoje meje premakneš naprej, je pa verjetno lep, ne? Si pa verjetno rečeš, joj, kaj sem uspela. Tako, izredno, no. Meni je, ko sem pretekla špartatlon, jaz moram reči, da že, ko sem se pripravljala... Si pa kakšen centimeter višja, ne? Pa mislim, da kak meter. Ko sem se že pripravljala, prej sem pogledala ogromno na YouTubeu teh posnetkov vsega, bila sem z možem, tudi sem ga spremljala, ko je padel dol. Vem, kaj se lahko zgodi, tudi tisti najslabši scenarij, ne. Moraš biti pripravljen v bistvu na vse. Vsak trening, ko sem ga delala, sem se videla zadnjih 500 metrov, kak ga bom tekla. V bistvu še zdaj mi grejo kocine po koncu. To je res en tak ponos v bistvu, no. Ker tudi, bom rekla, sem pridejo najboljši ultramaratonci na svetu, pa je... Ne grejo skozi. Tako, ampak bistvo je to, da glavna nagrada na tem teku je oljčni venček in pa skodelica vodo od te grške deklice. In potem tisti kip, ne. In to je to. Se dotakneš kralja Leonidasa, ga poljubiš in to je cilj. In v bistvu tukaj te ne žene denar, neke nagrade, nekaj, ne vem, v bistvu je vseeno, ali si ta prvi, ali si ta zadnji, vsakdo v bistvu ima isto nagrado, ne. Sem pa prepričana, da tisto, ko teče 36 ur, kot je limit, veliko bolj trpi na tej progi, ko pa tiska preteče v 25 urih, ali ne. 100%, ne. Si filaš tudi ego, si filajo ultramaratonci, pa tudi ego, ampak v vseh zvrsteh, tako v kulturi, tudi kje drugje, si celo življenje nekako filamo ego, ne? Ja. Uspemo, ne vem, sestaviti, popraviti avto, ne? Tako, ne, pa si na to si ponosen, wow, kaj sem naredil. Ja. To je pač samo eno filanje. Tako, jaz še vedno tečem, zato jaz bom rekla, s tekom, jaz se sproščam, mi je super, res uživam, tečem, nikoli ne tečem z glasbo, v naravi, za Savinjo, poslušam vodo, poslušam ptičke. Opazuješ promet? Ga ni. Za Savinjo ni, ob reki, ni prometa, ni ceste. Nikoli ne tečeš ob cesti, po cesti? Grem, ampak bolj poredko. Večina treningov naredim. Čeprav tekači smo kar, ne, na ta pravi strani, vidiš, ne. Kolesarji so bolj problematični. Tako da bom rekla, ego, ne vem, jaz še vedno v tem uživam, no. Tečem zato, ko mogoče grem na kako tekmo s tem, da, pa kaj pa vem, ego. Ne bom rekla, da si filam ego s tem, no. Da bi se pa, ne vem, kakšno opremo kupovala, pa tudi neverjetno, ne. Tisto, kar ti štima, ne. Ja, seveda ne kompliciram. Važne so superge. Imaš pa sponzorja, ne? Res je, Salming so moji sponzorji. Imela sem srečo, čisto bom rekla, po neumnem sem prišla do njih, to je tisto leto, ko sem šla prvič na špartatlon. Pa sem mislila si, morda bi bilo pa fajn imeti enega sponzorja za superge, enega opremljevalca, kar nekaj superg na leto uničim, ne. No in takrat sem potem na Facebooku videla slike od enega prijatelja, ko je eno leto prej špartatlon pretekel, pa ko ima ta na nogah, neke Salming, ko je to. Pa grem googlat, pa pridem do njih in s njim po Facebooku napisala sporočilo, jaz sem ta pa ta, grem laufat to pa to, pa iščemo opremljevalca. V 3 dneh sem dobila pozitiven odgovor in še vedno mi stojijo ob strani, res sem jim hvaležna, imam pa to srečo, da so mi superge na nogah ko uliti.
meni Pa si pašejo. tudi prej preizkusila marsikaj, pa poslušala tudi, ne? Vse, jaz bom rekla, te zgodbice o pronatorjih pa supinatorjih pri mene grejo skosno. Tudi Dušan Mravlje teče salmingom. In on ima pa celo čist Včasih je pa z Adidasom, če se ne motim, ne? Ne bi vedela. Mislim, ne bi da vedela. takrat, ko so mu rezali, ja. Ja, in on pravi tudi, da ta blaženja razna, da je to larifari. Jaz sem, bom rekla, tudi kar vedno bolj prepričana. Pa se včasih so bosi tekli, ne? Seveda. Naši davni Seveda, predniki. ne. Seveda. Je kar šlo, ne? Pa je šlo. Tako da je to ena dobra komercialna poteza, bom rekla. Dobra niša, ker zdaj ljudi, jaz gledam tekače za Savinjo, to so opremljeni, oblečeni, wow. Jaz ne vem, jaz grem v Hofer, grem v Lidl kupiti, takrat, ko je akcija za trening, je dober sej. V končni fazi lahko bombažni majčki tečeš. No. Se kaj namažeš tudi po kakšnem teku? Pri teh daljših, ja. Z vazelinom navadnim, nič posebenega. Ne. Nič posebnega. Ne. Da kaj hladi? Kaj... To pa na tekmi potem ja, uporabljam. Kakšna konjska mast? Pernaton imam trenutno, no. To je pač kar je. Včasih je kaj dobro. Kako si pa kaj z drugimi športi, mimo grede? Nimam časa za druge športe. Te bomo preizkusili, ne? Primož Roglič je zmagal na eni izmed etap dirke po Franciji. Mogoče veš, katera po vrsti je bila? Ne vem, predzadnji vzpon je bil, predzadnja gorska etapa je bila, to vem. V glavnem odličen je bil na 17. Ne? Tako. Ga poznaš? Osebno ne. Ne. Tu zelo blizu, veš. Iz Zagorja je, ne? Strahole, ja. Tako vem, da ker je pa bil pa Cimer v dijaškem domu, ko je še bil smučarski skakalec, Cimer od trenerja, od mojega sina, ki ga zdaj trenira smučarske skoke. Miha Sušnik. Miha Sušnik. Ja, tako. Njegov Cimer je bil v dijaškem domu, to pa vem. No, prvi žrebani prejme bon za celodnevno kopanje v rimskih termah in srajco občine Zagorje ob Savi. Glede na to, da tebi kopanje ni najbolj, ne, tako v termah, se nisi poslala odgovora. Ne? Prosim, če kar prvega potegneš. Zdaj, če nekateri pošljajo več odgovorov, če je iz iste družine, potem boš to drugič potegla, rečemo več sreče prihodnič. Ne? Aha, seveda. Seveda, Primož Roglič je zmagal 17. etapo, to pa je napisala naša prijateljica Teja Repovš, ki ima otroško paralizo, čudovita punca, dela v varstveno-delovnem centru Zagorje. Cesta zmage 39 Zagorje. Ja, malce daljšamo že roke, ne? Pridejo ta leta. Evo, Teja, čestitke. Teja se bo pa rada namakala. Drugi žrebani prejme bon za pico v pizzeriji in restauraciji Dimnik Trbovlje in 2 vstopnici za kino Trbovlje. Torej malce hrane in kulture. Prosim. Tole je pa tudi, ja, 17. Tako pa je napisala Zarja Kogovšek, Krašna 31B, 1225 Lukovica. Mimo grede, si že bila na teku, Krovko teku Krašni? Ne. Mislim, da je kakšen teden pred Ljubljanskim maratonom, zelo zanimivo, nič daleč. Vedno pa pripelje Marjan, Fabijan, judoiste. Aha, Cerske. Fantastično, res. Ampak samo za krov se Samo za krov. Ja. Ja, sej. Torej, ampak čisto rekreativno. No, tretji žrebani pa prejme bon za pico v restauraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec in 2 vstopnici tudi za kino Trbovlje, prosim. Pisnica, odgovor je pravilen, 17. Matic Bizjak, Rovišče 15 Zagorje. Matic je tudi pogosto izžrebani. Takole, še okrog obrnemo, da je res odgovor, da je bil pravilen. Tako. Ja, ponovadi damo takšno lahko vprašanje. Tudi naslednjo vprašanje ne bo težko, je pa iz sveta nogometa. Kdo je novi trener članske ekipe nogometnega kluba Zagorje? Prejšnji je bil Edi Navratil ali Eduardo Navratil. Je pa to tudi bivši nogometaš Zagorja, pa bil je že v Zagorju tudi trener. Prvi žrebani prejme set za podvodne igre, ki ga poklanja trgovina lopari.si. Drugi žrebani prejme bon za pico v pizzeriji in restauraciji Naš hram Kisovec in majico občino Zagorje.
Tretji žrebani pa prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelica iz Lake. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 22. avgusta. Takrat pa zastavimo novo vprašanje. Prišla sva do konca pogovora. Jaz upam, da še kdaj se srečava v studiu. Veliko športnih uspehov, ne, pa pretečenih kilometrov, čim več takih, da bodo bolečine čim manjše. Ne. Čim manjše, ja. Hvala. Hvala ti. Hvala. Vsa oprema za tenis in ostale igre z lopari. www.lopari.si. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. Sledi še drugi del športne oddaje. Konec tedna bodo s prvenstvom začeli tudi nogometaši v vseh 4 skupinah 3. slovenske nogometne lige. Zagorje in trboveljski Rudar bosta tako kot v zadnjih sezonah tekmovala v skupini Center, kjer je 14 ekip. Spremljali boste posnetke zadetkov zadnjega prvenstva. V zadnji sezoni 5-uvrščeni Zagorjani so s pripravami na novo sezono krenili sredi julija. V ekipi, ki cilja med 4 najboljše, je prišlo tudi do nekaterih kadrovskih sprememb. Fantje so dobili novega trenerja. Edija Navratila je zamenjal Rok Cirar. Litjan, ki je v preteklosti nekaj sezon igral v Zagorju, se je pred časom preizkusil že tudi v vlogi trenerja zagorske ekipe. Takrat ne ravno uspešno, saj ga je že po nekaj tekmah zamenjal preomenjeni Navratil. V ekipi je prišlo tudi do nekaterih igralskih sprememb. Klub je zapustil Jaka Prašnikar, ki bo v naslednji sezoni igral v Kisuški Sobodi. Za konec kariere pa se je odločil Blaž Povšner. Po enoletnem igranju v Interbloku se je vrnil Anđelo Korica, ki pa ni edina okrepitev. Ob njem sta namreč prišla še Tom Zalaznik iz Rudarja in Samir Smajlović, ki je iskal svojo priložnost v Velenju. Kot pravi predsednik kluba in hkrati tudi kapetan ekipe Nejc Vozelj, so fantje dobro pripravljeni, kar bodo, upam, pokazali že v Beli krajini. Podobno zadovoljni s potekom priprav na novo sezono so tudi v Trbovljah, kjer trener Miloš Hudarin ne bi smel imeti težav z igralskim kadrom. Z izjemo Zalaznika ni kluba zapustil nihče. Med najbolj zvenečimi ukrepitvami je Nik Vodeb, ki se po nekajletnem igranju v Krškem, Zagorju in Ivančni Gorici vrača domov. Iz krškega prvoligaša, s katerim so Trboveljčani navezali tesnejše sodelovanje, sta prišla še Edin Selimović in Amar Midžić. In če k temu dodamo še Denisa Žibreta, ki se po krajši prekinitvi vrača na nogometne zelenice, bo imel trener na razpolago soliden igralski kader, sposoben popraviti 9. mesto iz zadnjega prvenstva. Oziroma 10. mesto. Sicer pa je cilj Rudarjev v prvi vrsti izogniti se boju za obstanek in se uvrstiti v zgornjo polovico prvenstvene razpredelnice. Prva priložnost bo že to soboto, ko v Trbovlje prihajajo novinci z Jesenic. Vsako leto v sklopu praznovanja občinskega praznika Zagorje se dejavno vključuje tudi Društvo upokojencev Zagorje. Kot vedno prvi pomerijo šahistim, ki prihajajo iz različnih slovenskih občin. Letos je šahovski turnir odprl direktor občinske uprave Zagorje Rudi Medved. Mi pa smo spregovorili s predsednikom Društva upokojencev. Društvo upokojencev praznuje danes kot občinski praznik v šahu, in sicer šahovski turnir v počastitev tega lepega praznika.
In sicer danes imamo 6 skupin, sicer Domžale, Velenje, Moravče, Trbovlje, Zagorje in pa Litija. Predvsem, da počastimo ta lepi jubilej, hkrati pa letos praznujemo tudi 70-letnico obstoja društva, ki bo 22. septembra v Delavskem domu v Zagorju. Predvsem s tem tudi vabim vse naše člane in pa seveda tudi tisti, ki bodo povabljeni na ta lepi jubilej, ki bo potem ob 18. uri in pa seveda po uradni proslavi pa tudi za druženje v Stekleni dvorani. Društvo kot tako deluje na večjih področjih, to se pravi tudi projekt Starejši za starejše, pohodniška skupina, šahovski, strelci, ribiči in pa kegljanje. Predvsem je uspešno in tudi društvo je pridobilo leta 2015 status društva, ki deluje v javnem interesu. Izredno so pridni naši prostovoljci, ki tudi izvajajo program Starejši za starejše, hkrati pa tudi naši prostovoljci, ki vsako leto v začetku šolskega leta pomagajo pri varovanju otrok v šolo in pa seveda nazaj. Mislim, da je to lepa gesta in tudi lahko sem ponosen na vse naše prostovoljce in pa seveda tudi ostale člane društva, ki zavzeto delajo v dobro vseh, ne samo samega društva, ampak širše. Prvo mesto so osvojili šahista Društva upokojencev Domžale, sledili so Trboveljčani, tretje mesto so zasedli Zagorjani. Četrti so bili šahisti iz Moravč, peti Velenjčani in šesti šahisti Društva upokojencev Litija. V sredo 9. avgusta so se na kegljaških stezah v vsakoletnem turnirju med seboj pomerili kegljači 5 kegljaških sekcij Društva upokojencev. Pred samim turnirjem smo spregovorili z glavnim sodnikom. Javljamo se iz Planeta 3000. Danes, 9.8. imamo občinski praznik tekmovanja v kegljanju. Nastopajo 5 ekip, to so Zagorje kot domačin, Trbovlje, Hrastnik, Dol in pa Radeče. Meče se 30 lučajev, napon 30 lučajev čiščenju. Boljša ekipa pač bo zmagovalec, doprejme pokal, druga pokal in tretja pokal. Na začetku sta člane kegljaških sekcij pozdravila župan Matjaž Fagan in predsednik Društva upokojencev Zagorje Anton Benko. Prvo mesto so osvojili kegljači Društva upokojencev Hrastnik, drugi so bili kegljači Društva upokojencev Trbovlje, tretje mesto pa so tako kot v šahovskem turnirju osvojili Zagorjani. Četrte so bile Radeče in peti Dol pri Hrastniku. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej.